Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka. Pred nami je predzadnja tekma 17. kroga, tekma, ki je bila v soboto odpovedana zaradi goste megle. Takrat torej tekma preložena, ena tekma je še odpadla v tem krogu, in sicer obračun med Olimpijo in Muro, ampak ta tekma je prestavljena zaradi COVID razmer pri Olimpiji. Domžalčani in Celjani. Celjani so torej zdaj povsem odkrito prevzeli pobudo, tole je bila tudi prva resnejša priložnost. Celjani so lahko nevarni tako po levi kot po desni strani. Danes je Begić nekajkrat tudi dobro pritisnil, ko so Celjani želeli vrniti posest v svoje noge po izgubljeni žogi. Zdaj imajo Celjani spet priložnost. Kako nevarno je bilo. Kako bo tokrat izvedel prosti strel Ibričić. Ibričić proti oddaljenejši vratnici, nevarno je, ampak Celjani so se ubranili. Zaenkrat pa edina kazen v 21. minuti, ko je porumenel Šoštarić-Karić. Pišek medtem v sredino, Georgijević pa čez prečko. Vojna podaja in zdaj je nekaj prostora osvojil Šoštarić-Karić. Georgijević, Šoštarić-Karić, pred vrata, krasno so tole izigrali Domžalčani, ampak ni bilo pike na i. So bili Celjani najnevarnejši v 11. in 14. minuti prek Jakobsna in v 38. minuti prek Božiča. Podaja Skota proti bližnji vratnici in gol! Tam se je žoga potem odbila pred vrata in Domžalčani v 47. minuti do vodstva, torej prekinitev je postregla, da je Metod Jurhar klonil. Tule seveda obrambe vratarja ni bilo moč pričakovati in veselje Dejana Đuranovića. Janez Pišek pa je bil na koncu tisti, ki je dosegel zadetek. Pišek je nogometaš, ki sicer ne dosega veliko zadetkov. Tule se je znašel na pravem mestu. Kot da Celjani igrajo v postavitvi s tremi zadaj, čeprav se bo tudi Marandići vključeval v napad, v to ne dvomim. Zdaj morda priložnost za Celjane, krasna žoga, ampak neverjetno, kaj je zapravil Ester Sokle. Kar ste lahko sami videli. Prosti strel so Celjani izvedli in bilo je nevarno, vendar Bulalić se je izkazal z obrambo. Gospod Đuranović, čestitke za zmago. V prvem polčasu so bili Celjani v tistem prvem delu predvsem konkretnejši, ampak vi pa ste res vso tekmo v obrambi delovali odlično. To vas nekako mora veseliti. Mislim, da že četrta zmaga brez prejetega zadetka za Domžalčane v tej sezoni. Ja, dobro ste ugotovili. Bili smo dobri danes v obrambi, tudi v prvem delu tekme smo nekako dovolili, oziroma Celjani prihajali do nekih zaključnih udarcev, ampak smo bili v bloku in v zadnji tretjini zelo dobri. Prvi polčas tudi kar dinamičen, z obeh strani kar nekaj priložnosti, tudi mi smo imeli neke dobre svoje priložnosti, v drugem polčasu smo pa hitro zadeli in nekako en grd polčas, bom jaz rekel, kar se tiče same igre. Mi nismo uspeli vzpostaviti nek pas, da lahko z žogo več zadržimo, ampak po drugi strani, tako kot ste rekli, smo pa v obrambi delovali zelo dobro, v bloku smo bili zelo dobri, nismo dovolili nekih čistih situacij Celjanom in na koncu mogoče tudi tale pritisk rezultata, ampak pripeljal nas je to, kar smo hoteli. V prejšnji sezoni med 13. in 26. krogom tisti fantastičen niz. Zdaj ste tudi nekako začeli graditi niz brez poraza. Kaj to pomeni za finiš jesenskega dela? Ja, sigurno, da pomeni dosti, kajti po nekem slabšem nizu zdaj nabira točke, da se priključimo to, kar si želimo v zgornji del polovice, da lahko se potem v miru v zimskih pripravah pripravljamo na spomladanski del. Bi nam seveda ogromno pomenilo. Današnja tekma, mislim, da je bila ena ključnih tekma, da lahko ta niz nadaljujemo. Posebej z osvojenimi vsemi tremi točkami in čakajo nas še 3 tekme, 2 na domačem igrišču, kjer bomo poskušali seveda osvojiti maksimalno število točk, da bomo nekako lažje šli v spomladanski del.
Samo še to za konec, v drugem delu pa ste vseeno najverjetneje pričakovali, no, omenili ste prej, da niste žoge zadržali. Kakšen protinapad, ne, to pa bo potrebno v nadaljevanju izboljšati? Ja, mislim, želeli smo seveda težišče igre prenesti tudi na nasprotnikovo stran, na nasprotnikovo polovico, ampak tu smo v iznosu, v nekih podajah bili nenatančni in s tem smo dajali ritem Celjanom, da so lahko pritiskali na nas. To nam ni uspevalo, sigurno je, da bi bila želja, da bi bil v tem uspešnejši, ampak po drugi strani nekako mogoče ta pozitiven rezultat igralcem mogoče malo spodrezal krila in nekako smo se bolj osredotočili na branjenje, ampak na koncu, kot tudi to uspe, smo seveda zadovoljni in veseli rezultata. Gospod Đuranović, enkrat čestitke in hvala. Simon Sešljar, napovedali ste zahtevno tekmo, to se je tudi izkazalo. Kaj je vašim fantom zmanjkalo za nekaj več konkretnosti situacij, za dosego zadetka je bilo več kot dovolj? Tekma je bila zelo podobna, kot smo jo pričakovali. Vedeli smo, da bodo odločale malenkosti, tako je tudi bilo. Oni so iz neke prekinitve zadeli, mi nismo. Tako ste rekli, situacij in priložnosti je bilo dovolj, pač če ne zadaneš, ne moreš zmagati. Žal. Trda tekma z obeh strani, tako smo rekli, kvalitetne Domžale in dejansko se je sam čakal, kdo bo pač naredil neko napako oziroma dosegel zadetek. Ponovadi se to zgodi iz takih nekih standardnih situacij. Žal so v tem trenutku bile to Domžale, tako da nič se, gremo naprej. S tistimi zamenjavami, ki ste jih naredili, ste zares okrepili napad, ampak vseeno potem v zadnji četrtini tekme pa konkretne priložnosti ni bilo več. Kaj bo razlog za to? Ja, res je, nekih pravih priložnosti ni bilo, razen mislim, da Esterja. Ja, gosti, mislim, domačini zgoščeni, tudi dobro so nas že v sami izgradnji napadali, tako da se nismo uspeli pripraviti nekih boljših situacij. Po drugi strani pa je to neka mirnost v zadnjem delu, nam je sigurno manjkala. Se je dalo sigurno kaj boljše odigrati, ampak zdaj je kar je, treba je pogledati, analizirati pa popravljati. Kaj pomeni nekako skoraj da nov reprezentančni premor za vas, zdaj ko že vemo, da tekme z Olimpijo ne bo, kako boste izkoristili prost konec tedna? Nič novega, trening in samo to bomo lahko vse izboljšali. Hvala in srečno. Janez Pišek, čestitke za zadetek. Trda tekma, ampak v obrambi predvsem tisto, kar je navdušilo. Domžalčani so še četrtič v tej sezoni slavili oziroma ste slavili brez prejetega gola. Ja, hvala. Mislim, da je najbolj pomembna obramba. Iz obrambe vse izhaja. Vedeli smo, če bomo zadržali nulo od zadnjih, da bomo gol dali in na to smo tudi dali iz prekinitve, tako da hvala Bogu. Ste bili proti svojim nekdanjim soigralcem še kaj dodatno motivirani? Pa ne, mislim, vse, kar sem dal vse od sebe, tako na vsaki drugi tekmi. Res je, da je to moj klub, kjer sem preživel veliko časa, svojo mladost, vendar pripravil sem se tako kot na vsako drugo tekmo. Hvala in srečno. Zahtevna tekma, kar težke razmere, ampak ogreli ste se, kot ste dejali, vas ni zeblo. Ni pa žoga želela ne v prvem polčasu, ne v drugem polčasu za hrbet razpoloženega Mulaliča. Kaj je Celju zmanjkalo danes za več konkretnosti? Ja, kot ste dejali, ustvarili smo si kar nekaj priložnosti danes. Mislim, da kot ekipa smo danes odigrali zelo dobro tekmo. Mislim, da Domžalam moram čestitati seveda na zmagi, ampak mislim, da smo si danes zaslužili več kot poraz. Zdaj vas čaka nov premor, ne, zaradi Olimpije, kako ga boste izkoristili? Ja, definitivno, pripravili se bomo maksimalno na Olimpijo, če tekma sploh bo, ampak mislim, da če bomo tako nadaljevali, da se nam bo povrnilo v prihodnosti. Tekme ne bo, samo to vam lahko dodam, so že dali, tako da hvala in srečno. Okay, hvala, ja, čau.